Dober večer, spoštovani nagrajenci. Dober večer, dragi ljubitelji in ustvarjalci slovenske umetnosti. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli vsi cenjeni gostje. Slavnostni zvoki policijskega orkestra, ki je nepogrešljiv spremljevalec pomembnih protokolarnih dogodkov slovenske države, so naznanili, da smo danes tu, da počastimo praznik, ki ga Slovenci kot kulturni dan praznujemo že 79 let. Katerokoli Prešernovo kitico preberemo, še vedno velja. Nocoj smo tako ponovno z zanosom prisluhnili himni, ki opeva svobodo, sožitje, veselje do življenja in prijateljstvo. Vse to nam France Prešeren kot izročilo polaga na srce v svoji Zdravljici. Naj se ji sedaj pridružijo še praznične misli predsednika Zveze kulturnih društev Krško, gospoda Uroša Brezovška. Spoštovane, spoštovani, če človek ustvarja na svojem bregu, na svojem vrhu, na svojem otoku, brez drugih okoli sebe, je njegovo ustvarjanje samo sebi namen. Ljudje smo socialna bitja in potrebujemo interakcijo z drugimi, komunikacijo v različnih jezikih in vrstah sporazumevanja, predvsem pa povezovanje. Ni lepšega, kot stati na odru in se odzivati publiki. Spremljati obiskovalce razstave, ki komentirajo tvoje razstavljeno delo. Ali pa prebrati oceno tvojega umetniškega izražanja v reviji, časopisu, obrazložitvi žirije. Ljubiteljski kulturniki se še kako zavedamo, da je ravno odzivnost javnosti tista, ki nam daje zadovoljstvo ob našem delu. Danes se premalo zavedamo pomena povezovanja in sodelovanja. Nihče od nas ne more obstajati sam. Če se ogradimo na svoj breg, vrh ali otok, prekinemo vez, ki nas ne samo gradi, temveč obogati in nam dovoli rasti, se razvijati, biti boljši, modrejši. In vse to lahko dosežemo samo tako, da si podamo roko. Na eni strani ustvarjalci, na drugi naši poslušalci, gledalci, obiskovalci. Eden brez drugega ne moremo. In vez, ki nas povezuje, nas tudi gradi, dela bogatejše, navsezadnje srečnejše. Naj bo kultura zrcalo dobrih medosebnih odnosov in sodelovanja, ki jo bomo vgradili v vsakdanje življenje in s tem rasli in postajali še boljši. Ob prazniku kulture želim vsem obiskovalkam in obiskovalcem, da se naužijete v obilo kulturnega doživljanja, prijetno druženje, vsem nagrajencem pa iskrene čestitke in zahvala za vaš trud, vaš čas, vaše delo, vaše povezovanje. Hvala predsedniku Zveze kulturnih društev za spodbudne misli, ki se prilegajo današnji slovesnosti. Veseli smo, da pozdrav in čestitke vsem nam in slovenski domovini za njen prihajajoči kulturni praznik med nas prinaša tudi župan Mestne občine Krško, gospod Janez Kerin. Gotovo ste ponosni na pestro in raznoliko kulturno življenje v lokalni skupnosti, ki jo vodite, gospod župan. Dobrodošli pri besedi. Lepo pozdravljeni, da najprej odgovorim gospe voditeljici. Zelo sem ponosen na kulturne ustvarjalce v naši mestni občini. Spoštovani slavnostni govornik, gospod Damjan Kozole, spoštovani predsednik Zveze kulturnih društev Krško, gospod Uroš Brezovšek,
vodja območne izpostave JSKD Republike Slovenije OI Krško, gospa Tinka Vukić, cenjene ustvarjalke, cenjeni ustvarjalci, spoštovani gostje in ljubitelji kulture. Kultura je imela v zgodovini odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in naše države. Kaže se skozi umetniška dela, literaturo, glasbo, arhitekturo ter mnogo druga področja ustvarjalnosti. Naši veliki ustvarjalci, od Prešerna do Plečnika, so s svojim delom pustili neizbrisen pečat, ki nas združuje in napolnjuje s ponosom. Velikokrat se vprašamo, kaj je kultura. Si postavljamo teze in za posamezna dejanja trdimo, da niso kulturna. Včasih smo v svojih definicijah celo tako kritični, da za posamezne stvaritve trdimo, da so celo nekulturne. Pa vendar, na uradni spletni strani institucije, ki bedi nad kulturo v Sloveniji, lahko preberemo, da je kultura izraz potrebe posameznika in skupnosti, po spoznanju in razumevanju sebe, drugega, skupnosti in sveta. Je polje oblikovanja identitete, platforma dialoga znotraj skupnosti in povezovanja z drugimi kulturami ter prostor oblikovanja predstave o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Danes, ko se spominjamo našega največjega pesnika, Franceta Prešerna, se zavedamo, da kultura ni le nekaj, kar opazujemo od daleč, temveč je del nas, del naše identitete. Kultura je vsekakor tudi eden ključnih elementov razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti, prilagodljivosti in sodelovanja. Zato je hkrati tudi temeljni dejavnik gospodarskega razvoja. Zato naj bo slovenski kulturni praznik obenem spodbuda za podporo kulturi v prihodnosti. Vlaganje v umetnost in kulturo je vlaganje v dušo naše družbe, v naše znanje, ustvarjalnost in inovacije. Skupaj lahko ustvarimo okolje, kjer se umetnost in kultura razvijata, kjer se mladi talenti lahko uveljavljajo in kjer se spoštujejo vsaka oblika ustvarjalnosti. Posebno mesto v našem okolju, naši občini, zaseda ljubiteljska kultura in njeni ustvarjalci, katerim danes v čast slovenskega kulturnega praznika posvečamo še posebno pozornost. Zato je današnji dan tudi priložnost, da se jim zahvalimo. Da se zahvalimo vsem ustvarjalcem, ki s svojim trudom in predanostjo oblikujejo kulturno krajino naše skupnosti. Čestitke letošnjim nagrajencem in hvala, ker ste s svojim delom bogatili naše življenje. Vaše delo je lahko navdih vsem nam. Z vzornim sodelovanjem in ustvarjalno energijo dokazujete, da je to prava pot rastoče in razvijajoče se družbe. Ljubiteljska kultura, društva so do danes ohranila predvsem širši družbeni pomen s poudarkom na spletanju vezi in utrjevanju družbenih razmerij. Kakovost življenja v naši občini raste tudi zaradi vašega kulturnega ustvarjanja. Ob tem pa se kot župan še kako zavedam besed našega priznanega tenorista Davida Jagodica, ki v enem izmed pogovorov za medije dejal: kultura stane, vendar pa narod brez kulture stane več. Spoštovani, naj bo letošnji slovenski kulturni praznik priložnost za premišljevanje o pomenu kulture v našem življenju in za prispevek vsakega posameznika k njenemu ohranjanju in razvoju. Naj bo vsak dan praznik kulture, saj le ta tista, ki nas povezuje, navdihuje in ustvarja trajne vezi med nami. Hvala lepa.
Triglav in pesnitve Franceta Prešerna sodijo med naše osrednje simbole. Triglav imamo Slovenci zarisan v našem grbu, 7. kitico Prešernove Zdravljice smo si izbrali za slovensko himno. Tako oba vedno in povsod nosimo tesno v srcu in sta nam v čast in ponos, kakor so v čast in ponos slovenski državi naši glasbeni gostje, uradni protokolarni orkester Republike Slovenije, policijski orkester z dirigentom in skladateljem Nejcem Bečanom. Lani so praznovali 75 let delovanja in prav toliko let izjemne umetniške in organizacijske poti, ki so jo zmogli prehoditi le redki svetovni orkestri. Za teh imenitnih 3/4 stoletja vam iskreno čestitamo tudi pri nas v Krškem. Res smo počaščeni, da lahko nocoj skupaj praznujemo in se skupaj navdušujemo nad umetnostjo. Vse vrste ustvarjanja imajo veliko moč, ker kar naše oči vidijo, si srce hitreje zapomni. Morda lahko ta misel močno opiše prav filmsko umetnost, ki je življenje posvetil režiser in scenarist Damjan Kozole. Njegovi filmi so prikazani na več kot 100 mednarodnih festivalih. Prejeli so številne domače in ki jih je posnel, razumeš, da ne zabavi, ampak spoznanju. Riše nam obraz realnosti, ki pri ljudeh odpira. V enem intervjuju ste dejali, s filmom živel, veseli, saj imamo z vami tudi ogledalo časa, v katerem živimo. Za povrh vse, pa te pomenljive, včasih tresljive, tudi ganljive zgodbe lahko spremljamo v našem slovenskem. In to je velike vrednosti in izrednega pomena. Hvala vam, smo tudi izjemno počaščeni, da ste danes z nami kot umetnik in to v vašem, našem domačem Krškem. Veselimo se vaših misli, gospod Damjan Kozole, veselimo se vas. Dober večer. Vesel sem in ponosen, da sem lahko govornik v Krškem in v tej dvorani. V Krškem zato, ker me še vedno, ne glede na to, da tukaj ne živim že od leta 1984, še vedno sebe nekako čutim, da sem Krčan. In ko me nekdo vpraša, iz kje sem, vsaj v Sloveniji, vedno pravim, da sem iz Krškega. V tem mestu oziroma na njegovem obrobju sem preživel svojo mladost, v njem sem se formiral, v njem sem posnel svoja 2 najbolj odmevna filma in tukaj imam še vedno svoje sorodnike. Vesel sem, da smo v tej dvorani, ki sicer ni več čist taka, kot je včasih bila, ki je tudi pomembna za moje življenje. V tej dvorani sem gledal prve filme, ne čisto prve filme, ker sem že toliko star, da sem prve filme gledal še v starem kinu. Ampak v tej dvorani sem bil na številnih prireditvah, na številnih filmih, v tej dvorani sem pred dobrimi 10 leti režiral državno proslavo ob dnevu reformacije skupaj s simfoničnim orkestrom iz Krškega. Skratka, ta dvorana je zelo pomembna za moje življenje in za to, kar sem postal. Kot nekdo, ki živi s filmom in z umetnostjo vsak dan, dobesedno po cele dneve, tudi moja družina, v moji družini so vsi umetniki, v moji ožji družini, imam ob kulturnem prazniku v bistvu malo mešane občutke.
Po eni strani mi je všeč, da smo ena redkih držav, ki ima takšen praznik, ki spodbuja ljudi, da gredo v galerije, gledališče, berejo, da ozaveščajo, kako je pomembna kultura. Po drugi strani pa me skrbi, da imamo takšen praznik morda tudi zato, da nas opominja, kako je pomembna umetnost, opominja, ker se mogoče tega v vsakdanjem življenju ne zavedamo dovolj. Ker, če gremo recimo samo enkrat na nek kulturni dogodek 8. februarja, je to približno tako, kot če bi za en dan nehal kaditi, pa mislil si naredil nekaj dobrega za svoje zdravje. Ne? Jaz mislim, da sta kultura in umetnost kot zrak. Umetnost nam pomaga razumeti stvarnost in misliti prihodnost. Umetnost mora biti človekova potreba, tako je bilo že od pračloveka, zato izkoriščam to priložnost, da nagovorim vse vas, ki ste tukaj. Hodite na razstave, na predstave, v kino, berite dobre, predvsem slovenske avtorje, ne samo kriminalke, ki so zdaj popularne. Kupujte slike, kipe, grafike kvalitetnih in živih avtorjev, ti potrebujejo vašo pomoč, ne mrtvi umetniki. In glejte slovenske filme. Ne verjemite tistim, ki pravijo, da so vsi slovenski filmi dolgočasni in ki jih potem vprašaš, kateri je bil zadnji slovenski film, ki so ga gledali, rečejo Kekec 2. Niti ne Kekec 3, ne, ker so bili 3 kekci. Zdi se mi, nekdo, ki res strastno zagovarjam kulturo in umetnost, je, da bolj, ko se ji posvečaš, bolj jo razumeš, bolj odstiraš plasti, bolj te privlači. In mislim, da je kultura v resnici, da je 8. februar v resnici samo ta impuls, ki nas mora še dodatno spodbuditi, da živimo kulturo celo leto. Kot je bilo že prej, kot so moji predhodniki rekli, v Krškem imamo dobro razvito kulturno infrastrukturo, imamo ljubiteljsko kulturo, o kateri je bil govor, v Krškem imamo odličen simfonični orkester, imamo galerijo Krško z odličnimi razstavami, knjižnica, grad v Brestanici, ki je na novo zaživel in ponuja odlično kulturno ponudbo. To je vsaj to, kot jaz nekdo, ki občasno prihajam v Krško, nekako zaznam in poznam. In vse te stvari so najbrž vam znane. V Krškem pa obstaja še nekaj, kar večina po moje ne pozna, ali pa je samo morda slišala. In to je nekaj, zaradi katerega se v krogih, v katerih se jaz gibljem, skratka v krogu kulture, umetnosti, v Ljubljani Krško ne omenja samo v zvezi z nuklearko, kot je običajno to povezano, ampak imajo ljudje asociacijo tudi na film. Pred tem hotelom, tlele odzadaj, so nastali zametki nečesar, kar se danes imenuje luksuz produkcija, ki uči mlade, kako se delajo filmi. Ja, v Krškem imamo tako rekoč šolo filma. Sem prihajajo priznani režiserji, ki učijo mlade, kako se delajo filmi. Med mentorji so recimo Želimir Žilnik, ki bo te dni na Festu, to je največji festival še bil v bivši Jugoslaviji, prejel nagrado za življenjsko delo. Med njimi so številni, med temi mentorji številni uspešni slovenski avtorji in tudi sam sodelujem z njim, z luksuzom. Luksuz je seveda ironičen, glede na to, da imajo zelo skromna sredstva. Naj vam naštejem nekaj imen. Žiga Divjak, Matic Drakolič, Katarina Rešek Kukla. Ne vem, če vam ta imena kaj povedo. Žiga Divjak je danes eden najbolj uspešnih, najbolj nagrajevanih gledaliških režiserjev, ne samo v Sloveniji, ampak veliko širše. Na celem tem bivšem prostoru Jugoslavije spada med najbolj talentirane mlade režiserje. In da ne pozabim povedati, doma iz Krškega. Katarina Rešek, pod umetniškim imenom Kukla, je moja kolegica, filmska režiserka, ki je posnela kratek film, ki je lansko leto zmagal v Clermont-Ferranu, to je v Franciji. To je festival, ki velja za kratke filme, to, kar je Cannes za celovečerne filme. Tudi ona je doma iz Krškega. Matic Drakolič je montažer, danes že profesor na Akademiji za gledališče, film, radio in televizija. Montažer,
ki je montiral večina najboljših slovenskih filmov, dela tudi z mano. Tudi on je logično seveda iz Krškega. Tako neverjetno veliko število uspešnih ljudi za tako majhno mesto in vsi so povezani z Luksuz produkcijo. Vsi so svojo pot začeli pri Luksuzu. In Krško postaja poleg Ljubljane, ki je glavno mesto in v katerem so hočeš nočeš skoncentrirane vse institucije, Krško postaja na račun tega luksuza danes svojevrsten generator in center slovenskega filma. Ne samo slovenskega, sem prihajajo mladi iz vse Evrope. Trenutno tudi moja produkcijska hiša sodeluje z eno mlado estonsko in eno mlado italijansko režiserko, ki prihajata seveda preko Krškega. Zgodba o Luksuz produkciji je zgodba o tem, kaj vse se da, če imaš dobro idejo, vztrajnost, pogum. Mi vsi vemo, da Krško ni ravno turistično mesto, to se najbrž strinjamo, ampak sem prihajajo ljudje zaradi umetnosti, zaradi filma. Ne znam vam povedati, kako pomembne so takšne iniciative, koliko večje in pomembnejše mesto je Krško zaradi tega in kako pomembno je, da se jih podpira, tudi finančno. Nisem strokovnjak za energetiko, ampak če želimo preživeti v tem elektrificiranem svetu, je verjetno precej jasno, da bomo potrebovali nove vire energije. Sem pa, recimo temu, pogojno strokovnjak za kulturo in umetnost in vem, da če želimo preživeti v tem ponorelem svetu, si moramo vzeti čas in vlagati vase. Kultura, umetnost, to je najboljša investicija vase. Želim si, da bi Krško v bodoče še večkrat slišali v besednih zvezah z umetnostjo. Želim vam lep praznik, čestitke nagrajencem, veliko kulture in umetnosti in uživajte v nocojšnjem večeru. Hvala za pozornost.
Naši policijski glasbeniki s svojimi skladbami radi podčrtajo, da sta ljubezen in prijateljstvo vodilni niti našega vsakdanjika. In to počnejo vsaj 300-krat na leto, kolikor je nastopov, ki jih izvedejo v polni ali pa nekoliko manjši zasedbi. Na ta slovesen večer slavimo ljubezen do kulturnega ustvarjanja v zelo širokem pomenu besede, v katerem ne gre le za jezik, poezijo, umetnost, ampak gre tudi in predvsem za ljudi. Pred nami je slovesen trenutek, ko bomo čestitali vsem, ki še posebej predano soustvarjate kulturno življenje v krajih naše občine. Gospe in gospodje, spoznajmo letošnje prejemnike bronastih Prešernovih plaket, ki jih bosta podelila župan Mestne občine Krško, gospod Janez Kerin, in predsednik Zveze kulturnih društev Krško, gospod Uroš Brezovšek. Lepo prosim. Bronasto Prešernovo plaketo prejme Kristina Virant Karmel iz kulturnega društva Svoboda Brestanica. Iskrene čestitke. Vse nagrajence bomo prijazno prosili še za nasmeh v fotoaparat. Vrednosti trenutka se zavemo šele, ko postane spomin, zato jih je vredno ujeti za večnost. Hvala lepa. Srebrne Prešernove plakete oziroma bronaste Prešernove plakete se danes veselimo tudi skupaj z Mileno Mraovič, ki ustvarja v društvu likovnikov Krško oko. Iskreno čestitamo. Naj se pod vašimi rokami in iz vaše duše izriše in izlije še veliko lepega. Čestitamo. Z bronasto Prešernovo plaketo se danes priklanjamo tudi ustvarjalnosti člana Big Banda Krško, gospod Tone Troha. Prisrčne čestitke, se vas veselimo v ospredju. Hvala tudi medijem, ki bodo trajno zabeležili ta lep večer. Vam pa, gospod Troha, čestitamo in vam želimo še veliko lepo zvenečih glasbenih rim in trenutkov in občutkov. Naš poklon gre danes tudi Matej Gačnik Miklavž iz kulturno-umetniškega društva Liber. Čestitamo za bronasto Prešernovo plaketo in vam želimo še veliko ustvarjalnega zanosa, Mateja. Tudi aplavz je nagrada, kar korajžno z njim. Med ljudmi, ki imajo dar, da nam posredujejo lepoto ustvarjalnosti, so tudi naslednji dobitniki Prešernove plakete.
Čestitajmo Gašperju Rodmanu z DKD Svoboda Senovo. Gašper je vajen stati na odrskih deskah, zato sedaj tole poziranje ne bo pretežko. Iskrene čestitke, veselimo se skupaj z vami. Med bronastimi dobitniki je letos tudi Dimitrij Sobotič iz DKD Svoboda Senovo. Žal danes ne more praznovati z nami, a ga bo vaš aplavz in naše čestitke gotovo dosegle. V DKD Svoboda Senovo se bodo nocoj razveselili še ene nagrajenke. Bronasto Prešernovo plaketo sedaj z velikim veseljem podeljujemo tudi Karmen Perme. Se veselimo z vami, spoštovana Karmen, in vam iskreno čestitamo. Tudi Kulturno društvo Leskovec pri Krškem s svojimi ustvarjalci prispeva k temu, da je svet svetlejši in zato tudi bolj človeški. Za bronasto Prešernovo plaketo najprej čestitamo Nini Babič. Iskrene čestitke, še veliko ustvarjalnega zanosa. In naj vas krasi nasmeh. Tudi naslednja nagrajenka, ki prihaja iz Kulturnega društva Leskovec, skrbi, da je lepota med nami in v nas. Iskreno čestitamo Slavici Koprivnik. Prav lepo je slišati podporne vzklike iz pristne publike. Smo hvaležni, gospa Slavica, da lahko kultura živi in se razvija tudi skozi vaša dejanja. Čestitamo. Svojim poslanstvom naš prostor in čas zaznamuje tudi Anton Hruševar, prav tako iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Čestitamo za bronasto Prešernovo plaketo. Da bi še dolgo tako vestno beležili dogodke za medije in zgodovino, gospod Anton. Iskrene čestitke in srečno v prihodnost. Za umetniški čut in predanost z bronasto plaketo danes čestitamo in se zahvaljujemo tudi Gašperju Marinčiču iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem.
Gašperja žal danes ni z nami, mu pa nadaljavo želimo še veliko dobre volje in ustvarjalne energije za naprej. Naslednji nagrajenci pa prihajajo iz društva Mali petelini z Malega Kamna. Tudi njihovo delo nas skozi umetnost usmerja na to, kaj je v naših življenjih pomembno in bistveno. Za bronasto Prešernovo plaketo čestitamo Evi Rolih. Evi nadaljavo čestitamo in ji želimo odprto srce za kulturo še naprej. Čestitke tudi naši naslednji nagrajenki, ki prav tako ustvarja v društvu Mali petelin, to je Jasmina Sanda. Mislim, da tudi Jasmini danes voščimo nadaljavo v Koprivnico. Včasih se čas in obveznosti poklopijo tako, da ne pade vse v pravi ritem, ampak glavno, da naši ustvarjalci so na mestu in prostoru takrat, ko jih pričakujemo na odru, ko ustvarjajo, ko režirajo, ko pišejo, ko kiparijo. Ta izbrani in zasluženi krog bronastih Prešernovih nagrajencev sklenimo še z našimi čestitkami Klemnu Štihu. Čestitke, Klemen, in želimo še veliko ustvarjalnih let, desetletij, morda celo stoletje, glede na to, da inteligenca ustvarja dolgoživost. Hvala podeljevalcema, čestitke še enkrat vsem nagrajencem. Danes imamo zaradi vas veliko razlogov za veselje in praznovanje. K nam se zato sedaj kot refren z svojimi ubranimi melodijami vračajo koncertni mojstri in mojstrice policijskega orkestra. Naj nam pesem prezrači srce.
To je bilo prav pesemsko lepo. Umetnost ima moč, da nas povezuje, da odpira vrata v neznane svetove, iz katerih se vračamo bogatejši, z navdihom, kako ustvarjati lepoto. Pojdimo po navdih k letošnjim prejemnikom srebrnih Prešernovih plaket in prisluhnimo hkrati, kje so njihova veselja. Župana mestne občine in predsednika Zveze kulturnih društev vabim, da se ponovno pridružita na odru. Prav tako v ospredje vabim podpredsednika Zveze kulturnih društev Krško, gospoda Boštjana Arha, ki bo skupaj z županom podelil prvo srebrno Prešernovo plaketo nocoj. Srebrno Prešernovo plaketo podeljujemo Urošu Brezovšku, ki je ustvarjalno dejaven tudi v kulturnem društvu Svoboda Brestanica. Pa najprej prisluhnimo obrazložitvi. Uroš Brezovšek je že kot mladenič kazal ljubezen do slovenske besede. Navduševal se je nad lepoto našega jezika in zanjo navduševal tudi učence kot učitelj na srednji šoli Krško, blanški osnovni šoli in kot mentor prostovoljcev ter programov Zveze prijateljev mladine Krško. Že v gimnaziji je postal član kulturnega društva Svoboda Brestanica, nenehna pripravljenost, dobra volja in ustvarjalni trud sta postala zgled. Njegov dar interpretacije poetične besede dopolnjuje dar dramatizacije. Uroša smo imeli tako priložnost videti tudi v spretnem predstavljanju karakternih posebnosti gledaliških likov. Tekom let je sodeloval pri mnogih celovečernih igrah društva, v dramatizacijah dogodkov iz bogate preteklosti Reichenburga in se predstavil v vlogi Adama Bohoriča v filmu o 500-letnici Bohoričevega rojstva. Od ustanovitve je tudi član mešanega pevskega zbora Viva Brežice, z močjo njegovih prizadevanj v vlogi predsednika Zveze kulturnih društev Krško od leta 2016 je zveza postala krovna organizacija kulturnih društev v mestni občini Krško. Ljubiteljsko kulturo ves čas postavlja kot enakovrednega partnerja v družbenem dogajanju naše občine. Za njegovo vsestransko udejstvovanje na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti in v zahvalo za povezovanje kulturnih društev in kvalitetno vodenje Zveze kulturnih društev Krško, člani izvršilnega odbora Zveze kulturnih društev podeljujejo Urošu Brezovšku srebrno Prešernovo plaketo. Mi pa iskreno čestitamo. Iskrene čestitke in še veliko moči za prave sledi in dobra dela v prihodnosti. Med kulturne ustvarjalce, ki s svojim delom bogatijo kulturno dogajanje v naši občini, bomo danes zapisali in srebrno Prešernovo plaketo nagradili tudi Branko Benje, članico društva likovnikov Krško oko. Prisluhnimo obrazložitvi in spoznajmo še eno srebrom nagrajeno ustvarjalnost. Branka Benje likovno ustvarja že zadnjih 30 let. Najprej je bila članica Društva likovnikov Brežice, leta 2011 pa se je pridružila Društvu likovnikov Krško oko. Postopoma se je vključevala vse aktivnosti od blagajnika do predsednice. To vlogo uspešno in z vso vnemo upravlja od leta 2016. Svojo likovno ustvarjalnost izraža tako na slikarskem kot na kiparskem področju. Sodelovala je pri več kot 100 skupinskih, kiparskih in
slikarskih razstavah. Velik izziv pa ji predstavlja oblikovanje namiznih svetil, ki jih je poimenovala kar lučke. Leta 2020 je prejela zlato priznanje na republiški tematski razstavi v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti na temo Oblo in oglato. Za unikatno keramiko, s katero se ukvarja že več kot 15 let, je leta 2010 prejela tudi certifikat Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Za njeno bogato ustvarjalnost na področju likovne umetnosti in izjemnega angažmaja predsednice Društva likovnikov Krško oko, Zveza kulturnih društev Krško podeljuje Branki Benje srebrno Prešernovo plaketo. Iskrene čestitke, gospa Branka. Naj se pod vašo roko izriše in zgodi še veliko lepih zgodb. Iz srca danes čestitamo tudi naslednjemu srebrnemu nagrajencu, Marjanu Starcu, članu Big Banda Krško. Spoznajmo torej še eno zgodbo o negovanju in razvijanju ljubiteljske kulturne dejavnosti, kakor nas v uvodniku lične brošure, ki jo držite letos prvič v rokah v tej obliki, lepo povabi predsednik Zveze kulturnih društev Uroš Brezovšek. Marjan Starc je svojo glasbeno pot začel kot učenec trobente v razredu profesorja Draga Gradiška. V pihalnem orkestru Đuro Salaj, danes pihalnem orkestru Krško. Rad je pomagal tudi pri organizaciji raznih dogodkov ter kmalu postal član nadzornega odbora orkestra. Leta 1993, ko je profesor Gradišek s somišljeniki ustanovil Simfonični orkester Glasbene šole Krško, se uspešen trobentač Marjan postal član tudi tega orkestra. S svojim glasbenim talentom je tudi kot član komornih zasedb pihalnega orkestra Krško in kot solist v vseh treh zasedbah prispeval k največjim dosežkom orkestra. To so srebrno priznanje pihalnega orkestra na svetovnem prvenstvu v Španiji in zlata plaketa na mednarodnem tekmovanju na Nizozemskem. Pa projekti Big Banda Krško, kot sta All Stars in Depeche, ter glasbena drama Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško Vražje dekle. Za njegovo bogato in dolgoletno udejstvovanje na področju glasbene umetnosti in dolgoletnega članstva v Big Bandu Krško ter drugih glasbenih zasedbah Zveza kulturnih društev Krško podeljuje Marjanu Starcu srebrno Prešernovo plaketo. Iskrene čestitke, gospod Marjan. Temu podaljšku bi lahko v glasbenem jeziku rekli bis, ne? Ko ste mu privoščili tak dolg aplavz. To imamo radi na tej strani odra. Stopamo naprej po poti praznika. Za srebrno Prešernovo plaketo zaploskajmo nocoj tudi Roku Sandi iz društva Mali Petelin iz Malega Kamna. Žal, ja, zaploskajmo, ker sem povabila, da bi zaploskali. Žal nocoj ustvarjalec ni z nami, a naše čestitke niso nič manj iskrene. Prisluhnimo obrazložitvi. Rok Sanda je pisatelj in režiser, ki se je že v rani mladosti srečal z gledališčem na Senovem. Z veliko entuziazma, veselja do pisane besede ter gledališkega odra je leta 2014 somišljeniki ustanovil društvo Mali Petelin, v katerem ustvarjajo lastno produkcijo gledaliških iger in filma.
Kot režiser, pisatelj in scenarist se je podpisal pod vse produkcije društva. Od inovativnih filmskih projektov, kot je Gastarbajterja, kratki film iz leta 2014, do vrsto izvrstnih gledaliških predstav, kot je komedija in farsa z naslovom Ograja iz leta 2023. V svojih delih se provokativno spoprime s perečimi temami naše družbe. Je izjemen in razgledan človek, natančen, neutruden, ki svojo delovno vnemo in zagnanim pristopom dviga nivo kulturnega ustvarjanja v Posavju. Prvi resnejši preboj je Rok dosegel leta 2016 s svojo drugo gledališko režijo Ikarus, ki je bila nagrajena z Matičkom za najboljšo predstavo na 55. Linhartovem srečanju. Sledila je nominacija za Grumovo nagrado z istoimenskim dramskim besedilom leta 2017, na kar je prejel novo nagrado za gledališko predstavo Feniks na 56. Linhartovem srečanju. Za svoje ustvarjanje na področju gledališke umetnosti je leta 2019 prejel zlati znak JSKD in posebno priznanje Občine Krško za posebne dosežke. Za njegovo neutrudno in izjemno udejstvovanje na področju gledališke dejavnosti Zveza kulturnih društev podeljuje Roku Sandi srebrno Prešernovo plaketo. Mi mu kličemo srečno in ustvarjalno naprej. Pridružimo sedaj vsem tem čestitkam še izraze hvaležnosti. V imenu vseh nagrajencev jih bo izrekla gospa Branka Benje. Lepo prosim, izvolite. V imenu nagrajencev se izrecno zahvaljujemo županu Mestni občini Krško, JSKD-ju, predvsem pa Zvezi kulturnih društev za prejeta odličja. Hvala, ker ste prepoznali naš trud, ki ga vlagamo v ljubiteljsko kulturo. Hvala lepa. Spoštovani nagrajenci, ostanite srčni, delovni, velikodušni, pozorni in dejavni. Takšni ljudje bogatijo življenje in takšnih ni nikoli dovolj. Kot ni nikoli dovolj lepih, krasnih melodij. Zato naj nam vsem sedaj pesem slavi korak v srečo in naprej v ustvarjalno prihodnost.
To je bil večer, v katerem smo praznovali žlahtnost in živahnost kulturnega ustvarjanja, ter pri tem nekatere posameznike postavili iz vrste, ker ste izvrstni. Zato boste gotovo ustregli še eni prošnji, spoštovani nagrajenci, da počakate v dvorani, da naredimo še skupno in skupinsko fotografijo. Naše druženje pa naj se potem nadaljuje v avli tega kulturnega hrama, kamor vas prijazno vabimo s spremstvom pesnika, ki nam je v Zdravljico zapisal vers. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ker smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Naj bo vsak dan tako ali drugače kulture poln in če zaključim z mislijo našega slavnostnega govorca, glejte slovenske filme.